Drage Slovenke, spoštovani Slovenci, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni na obeležitvi Dneva državnosti. Na današnji dan je na Trgu Republike potekala slovesna razglasitev neodvisne države Republike Slovenije. Večji del Slovenije je praznoval, primorski del pa je bil zato prikrajšan. Isti dan so iz Reke na pot proti notranjosti Slovenije mimo severno-primorske meje krenili tanki agresorske jugoslovanske armade pod vodstvom poveljnika 13. reškega korpusa Marjana Čada. V Vrhpolju pri Vipavi so tanke jugoslovanske armade zaustavili pogumni domačini. Dogodki dan prej v Vrhpolju pri Vipavi pomenijo začetek agresije jugoslovanske armade na Primorskem. Med nami nocoj prav lepo pozdravljam Aleša Hojsa, predsednika Združenja VSO, ter poslanko v Državnem zboru Republike Slovenije Alenko Jeraj. Še posebej pa dobrodošlico izrekam našim mladim, ki bodo danes spregovorili domovini na čast. Ana Zagožen, članica mladinske sekcije VSO in svetnica Mestne občine Ljubljana, Klemen Traven, član mladinske sekcije VSO ter četrtni svetnik Mestne občine Ljubljana Bežigrad in Simona Purkat, članica mladinske sekcije VSO. V kulturnem programu pa boste nastopili sestri Jerneja in Zala Brancelj ter pesnica in poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije Alenka Jeraj. Pozdravnemu nagovoru najprej vabim predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospoda Aleša Hojsa. Spoštovani zbrani, gospe in gospodje, spoštovana poslanka, predvsem pa seveda tudi lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem naše televizije. Torej, ko se v teh junijskih dneh vsako leto spominjamo nastanka naše države, se z nekaterimi svojimi mislimi že mnogokrat ponavljamo. Torej, vsakeč se spomnimo na dogodke, ki so se v tistih dneh vrstili, vsakeč se spomnimo na to, da se je dan zatem začela naša osamosvojitvena vojna in vsakeč znova pozabimo na to, da je ravno to, kar počnemo, važno za naše zanamce, torej za naše otroke, za naše vnuke, za vas mlade. Zato sem še posebej vesel, da ste danes to prireditev izpeljali mladje sekcije našega združenja vrednot za slovenske osamosvojitve, kajti prav na vas je to, da bo ta praznik, da bo ta država, da bo to, za kar smo se pred 30 leti borili, obstalo. Obstalo ne samo za vas, ampak tudi za otrok vaših otrok. Če se ozremo nazaj, smo danes lahko v teh dneh slišali kar precej statističnih podatkov, kako je danes precej drugače kot pred 28 leti. Zanimiva zame sta bila dva podatka. Prvi bi bil ta, da recimo za kilogram kruha danes delamo tretjino manj časa kot pred 28 leti in da večina Slovencev živi kar nekaj, torej ne malo, 7-8 let dlje, kot je živela pred 30 leti. To je gotovo napredek in so napredki, ki smo jih v teh 30 letih doživeli, izborili, zaslužili, pa vendar vedno in še zmeraj nam manjka to, da smo na to državo ponosni. Mnogi med vami, prepričan sem, pravzaprav vsi, se v tistih letih ali še niste rodili ali pa ste bili še zelo majhni, torej se teh dogodkov ne spominjate. Jaz vam lahko z tega mesta zagotovim, da so bili to res izjemni trenutki. Tako kot je takrat slovenski narod dihal skupaj, kasneje ni dihal še nikoli. In mislim, da je prav, da se teh trenutkov, tega vznesenja, tega ponosa, ki smo takrat doživljali, danes spominjamo skupaj z vami in zato vam še enkrat izražam iskreno hvaležnost za prireditev, ki ste jo danes pripravili. Vsem skupaj, torej vsem obiskovalcem, gledalcem in vam pa ob dnevu naše državnosti seveda želim lep in vznesen praznik. Smo res odkot prišli ali smo od nekdaj tu, na tem posvečenem, posebnem koščku zemlje. Rod, blagoslovljen pred vsemi drugimi. Sem del čudeža, del svetega trenutka slovenskega naroda.
blagoslavljaš nas vedno znova, nas v domovini in naše ljudi po svetu. Hvaležno odhajamo nov dan, ponosna in pogumna, z ljudmi, ki v srcu dobro mislijo, z ljudmi, ki dajejo, z ljudmi, ki verjamejo. Slovenščina je uradni in državni jezik Republike Slovenije in materni jezik približno 2,4 milijona ljudi, od tega jih okoli 1,85 milijona živi v Republiki Sloveniji. Kljub razmeroma majhni površini slovenskega jezikovnega ozemlja in majhnemu številu govorcev, so dialektologi tu ugotovili 46 jasno izoblikovanih narečij, porazdeljenih v 6 pokrajinskih skupin: koroško, gorenjsko, dolenjsko, primorsko, rovtarsko, štajersko in panonsko. Slovenščino kot materni jezik govorijo tudi v Italiji, na Koroškem v Avstriji, v hrvaški Istri, madžarskem Porabju ter v Nemčiji, ZDA, Kanadi, Argentini, Avstraliji in Južnoafriški republiki. Slovenščino poučujejo na lektoratih na 54 univerzah v 25 državah po svetu. Materni jezik je pomemben za razvoj narodne zavesti. Z njim ohranjamo zgodovinsko dediščino, tradicijo lastne družine ter naroda. Pregovor pravi: če umira moj jezik, umira tudi moj narod. Prva nas bo v prazniku Dneva državnosti nagovorila Ana Zagožan. Lepo pozdravljeni. Veseli me, da smo se danes zbrali tukaj v muzeju, v osrčju zgodovine slovenske osamosvojitve, kjer danes obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Sicer slavnostno razglašeni sta bili naslednji dan 26. junija na Trgu Republike v Ljubljani. To je dan, ki nas simbolno opominja na enotnost slovenskega naroda in na zgodovinski čas, ko smo pogumno ter odločno izbojevali svojo državo. To je dan veselja in dan ponosa. S pridobitvijo države smo dobili tudi svojo zastavo, svoj grb in svojo himno. O slovenski zastavi, ki vsebuje tudi grb, prvič govorimo 24. junija 1991, ko je takratna slovenska skupščina nadomestila predhodno republiško zastavo in tako je Slovenija v novo obdobje samostojnosti vstopila z novimi simboli. Grb Republike Slovenije, ki izraža slovensko identiteto, ima obliko ščita, v sredini katerega je na modri podlagi silhueta triglava v beli barvi. Pod njim sta 2 modri črti, ki predstavljata slovensko morje ter reke, nad njima pa so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene 3 zlate zvezde, s katerimi je ohranjen spomin na zlato barvo v zgodovinski zastavi dežele Kranjske. Živeno vsi narodi, ki hrepene dočaka dan. Gre za del himne Republike Slovenije, ki predstavlja zadnji, a vendarle nič manj pomemben uradni državni simbol. Besedilo himne predstavlja 7. kitica Zdravljice, pesmi Franceta Prešerna, medtem ko je melodijo zanjo napisal Stanko Premrl. Kot slovenska himna je strani Republiške skupščine bila potrjena 29. marca 1990. Pridobitev naše lastne države je bila rezultat volje in vizije nekaterih velikih in ključnih ljudi ter velikih naporov in prizadevanj mnogih. Brez njihovega upanja in neskončne volje ter dela Slovenija danes ne bi bila samostojna in mednarodno priznana država. Hvala jim za njihovo izpostavljanje, tveganje in za njihovo prizadevanje. Sama sem zelo ponosna, da sem pripadna slovenskemu narodu, da so mu bili pripadni moji predniki in želim si, da bi se tudi med prihodnje generacije zopet vrnilo domoljubje.
Kot narod lahko obstanemo le z močno pripadnostjo in ljubeznijo do naše domovine, države Slovenije. Mladi moramo vrniti vrednote osamosvojitve, predvsem v šole bi se morale vrniti vrednote demokracije in dragocenosti države. Če povzamem pesnika Toneta Kuntnerja, resnično in iskreno domoljubje je pozitivno in ga ni mogoče izrabiti, kakor tudi nobene resnične in iskrene ljubezni. To, da imamo svojo državo, je naš največji dosežek, zato jo moramo negovati in biti na njo ponosni. Ko bomo spoštovali svojo zgodovino, svojo kulturo, svoje vrednote, bomo gradili temelje slovenstva, se ukrepili, postali močnejši in samozavestnejši. Hvala. Ne more nam uspeti, ne more, dokler ne bomo priznali, dokler ne bomo prosili odpuščanja, dokler ne bomo oprostili, dokler ne bomo pokopali naših mrtvih, dokler ne bo samo ena resnica. Do takrat nam ne bo uspelo. Do takrat bo naš narod razdeljen in ranjen in do takrat nas bo premetavalo v nemernem morju. In do takrat bomo vedno znova zašli s poti in se razočarani vračali korak ali dva nazaj v upanju na 2 koraka naprej. A upanje ostaja v dobrih in srčnih ljudeh, naj vedno znova zmagajo, naj zmagata srčnost in dobrota. Takrat nam bo uspelo. Maja 1990 je bil izdan ukaz za razorožitev teritorialne obrambe Republike Slovenije. Ukaz je bil podpisan s strani slovenskih poveljnikov. Tone Krkovič je v dejanju, ki sta ga vodja Demosa dr. Jože Pučnik in član predsedstva Republike Slovenije Ivan Oman označila za veleizdajo Slovenije, prepoznal napad jugoslovanske armade na Slovenijo. S 15. majem 1990 se je pričela vojna za Slovenijo, ki je svoj vidni del dobila v 10-dnevnih oboroženih spopadih v junijsko-julijskih dneh 1991. Slovenija je iz oboroženih spopadov išla kot zmagovalka, vojna pa se končala v noči z 25. na 26. oktober 1991, ko je Slovenijo zapustil zadnji vojak agresorske vojske. Čas osamosvajanja Republike Slovenije je najveličastnejše in najbolj čisto obdobje slovenske zgodovine. Sedaj pa nas bo nagovoril Klemen Traven. Lep pozdrav vsem skupaj. Se opravičujem. Lep pozdrav vsem skupaj, se dobro slišimo. Bo v redu? Okay. Ob priliki proslavitve Dneva državnosti, tega dneva D slovenske države, bom podal kratko predstavitev združenja VSO. VSO, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve,
je bilo ustanovljeno 19 let po slovenski osamosvojitvi, leta 2010. Iztočnica za ustanovitev združenja VSO leta 2010 je bil dogodek v Borovnici, ki ga je malo pred lokalnimi volitvami organiziral območni odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Na njem sta območni predsednik Zveze veteranov in takratni župan Borovnice iz SD Andrej Očepek napadla ključne osamosvojitelje v pričo prisotnih. Bilo je tako nezaslišano, da je menda polovica prisotnih članov Zveze veteranov zapustila dvorano predčasno. Ta dogodek je pomenil streznitev za tiste, ki so negovali Demosovo tradicijo. Odločili so se zoperstaviti monopolu Zveze veteranov, ki si ga je več kot očitno prisvojila komunistična nomenklatura. Nastalo je Združenje veteranov slovenske osamosvojitve z ustanovnim kongresom decembra 2010. Ustanovitelji so bili Lojze Peterle, Tone Krkovič, Janez Janša in Igor Bavčar. V naslednjih 2 letih obstoja so se veterani slovenske osamosvojitve preimenovali v Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, da so zajeli širše članstvo, saj niso bili vsi podporniki Združenja VSO dejansko veterani leta 1991. Prvi predsednik VSO je postal Ivan Oman, po nekaj mesecih ga je nasledil Slavko Kmetič, od začetka leta 2014 pa je predsednik Aleš Hojs, nekdanji minister za obrambo v drugi Janševi vladi. VSO je doživel razcvet leta 2013 in 2014, ko je soustanovitelj Janez Janša na državni udar komunistične nomenklature odgovoril z izdajo 2 temeljnih knjig, Bela knjiga slovenske osamosvojitve in Vojna za Slovenijo, ki na dokumentiran način z dejstvi podrobno opisujeta in pojasnjujeta potek osamosvojitve in razkrivata kolaborantsko vlogo komunistov med vojno za Slovenijo leta 1991. Pomemben je bil tudi ponatis knjig Premiki in okopi, ki jo je Janez Janša napisal kmalu po osamosvojitvi. V tistem obdobju je postalo jasno, da namerava slovenska tranzicijska levica slovensko osamosvojitev izbrisati iz javnega spomina, potvoriti dejstva in kriminalizirati osamosvojitelje. To ukrepanje je bilo osredotočeno predvsem na mlado generacijo, rojeno malo pred in po osamosvojitvi, ki o osamosvojitvenih dogajanjih ni mogla izvedeti ničesar, niti v šolah, niti v glavnih medijih. VSO je pomagal te knjige reklamirati in prodajati. Z njimi je ponudil tudi mladi generaciji popoln pregled in oceno osamosvojitvenega dogajanja. Na ta način je krepil domoljubje pri mladih, saj brez domoljubja ni državnosti. Vrhunec pa je VSO dosegel za ustanovitvijo mladinske sekcije VSO Triglav, ki je organizirala prvo repliko postoja teritorialne obrambe v Kočevski reki decembra 2013 ob 23. obletnici dogodka. Postroj izvaja uniformirana četa VSO vsak december odtlej in velja poleg zbora v Poljčah za največji dogodek te organizacije, ki neguje domoljubne vrednote in se bori proti potvarjanju naše novejše zgodovine. Uniformirana četa se tudi udeležuje vseh obeležitev dogodkov iz osamosvojitvenega časa. VSO si prizadeva, da bo resnica o slovenski osamosvojitvi dosegla vse mlade, dokler ne bo končno del učnih načrtov v šolah, tema glavnih medijev, tudi filmskega. To si slovenski narod kot uresničitev davnih sanj in njegov največji dosežek v zgodovini tudi upravičeno zasluži. Mladi, vključeni v VSO, čestitamo iz tega mesta vsem mladim v Sloveniji za naš največji državni praznik, Dan državnosti. Hvala lepa. Nekaj posebnega si, moja domovina, enkratna, neponovljiva, malce plaha, a neskončno moja. Valentin Zarnik, poslanec Kranjskega deželnega zbora, je na drugem taboru v Žalcu 6. septembra 1868 dejal: Zemlja slovenska, na kateri prebivamo, je sveta zemlja. Zadnji ostanek namreč le je več onega velicega slovenskega posestva,
katero se je nekdaj raztezalo čez Gradec, Dunaj, Tirole, katerega pa smo izgubili 2/3, tako da imamo zdaj svojo granico že pri Muri. Zadnji sveti ostanek je torej, kar še imamo, držati ga moramo z vsemi močmi, da ne bodo nekdaj naši otroci rekli, naši očetje so nam zapravili lepo deželo. Sledi nagovor Simone Purkat. Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci, dragi domoljubi. Včeraj smo praznovali največji in najpomembnejši praznik naše države in ob tem je prav, da se vprašamo, kako je z našim domoljubjem. O tem sem jaz takole razmišljala. Nekje sem prebrala komentar, da se domoljubja ni možno naučiti, preprosto ali ga imaš ali pa ne. In s tem se ne strinjam. Stavim, da nas je danes večina tukaj, katerih starši, stari starši ali pa nekdo drug nas je naučil ljubezni do domovine. Domoljubja ne moreš nikomur zapovedati ali ga uzakoniti. Tisti, ki so nas vzgajali, so to naredili s svojim zgledom. In to je edini način, kako privzgojiti ljubezen do domovine. Zdravo domoljubje se začne v družini. Tudi tisti, ki niso imeli najboljših staršev, imajo v sebi biološko dediščino. Danes je moda izdelovanja družinskih dreves. To je znak, da domoljubje, da zdrava zakoreninjenost v družinsko preteklost deluje. In to je veliko upanje. Preučevanje lastne domovinskosti je del spoznavanja bistva samega sebe. Domovinska vzgoja je nujna za človekovo samopoznavanje. Domoljubje bo vedno ostalo aktualno čustvo, saj bomo dom in domovino poznali tudi v bodoče. Žalostno pa je, da ob praznikih ne vihra zastava na vsaki hiši. Danes se celo čudimo tistim, ki izobesijo slovensko zastavo. Če ne veste, kaj je to domoljubje, se lahko obrnete na sosede Hrvate in vam to oni povedo. Domoljub se bori za interese sonarodnjakov, za skupno dobro. Domoljubni bomo, ko bomo poznali in spoštovali svojo zgodovino ter kulturo. Domoljubje spodbuja državljane k vestnemu upravljanju državljanske dolžnosti, omogoča pa tudi aktivno in samozavestno nastopanje v globalnem okolju. Če imaš rad svojo domovino, boš šel na volitve. Če imaš rad svojo domovino, boš spremljal aktualno dogajanje. Če imaš rad svojo domovino, ti ne bo vseeno, kaj se dogaja v njej. Po letu 1991 se je o domoljubju veliko govorilo, naredilo pa bore malo. Učni programi v šolah so v tem delu pomanjkljivi. Nekaj pa prispeva tudi družbena klima. Danes bi v šolah raje privzgajali otroke v skladu s teorijo spola, kot pa da bi ob državnem prazniku z otroki zapeli himno. V šoli bi moralo biti nekaj najbolj normalnega, da bi v vsaki učilnici visela zastava in drugi državni simboli. V šolskih učbenikih je poglavje o samostojni Sloveniji prihranjeno za konec šolskega leta, ko pogosto zanj zmanjka časa, učenci pa so z mislimi že na počitnicah. Po osamosvojitvi je prevladovalo prepričanje, da smo Slovenci dovolj domoljubni, saj v nasprotnem primeru ne bi imeli svoje države. Veljalo je prepričanje, da smo na pravi poti in da se bo tudi šolski sistem uredil kar sam od sebe. Lahko bi rekli, da je bila največja škoda narejena takoj po osamosvojitvi, ko se je pozabilo na segment domoljubja v procesu izobraževanja. Učitelji so doživljali čas osamosvojitve na lastni koži. Zato se jim je zdelo vse samoumevno, a tega ne moremo reči za nas, mlajšo generacijo, ki se takrat še nismo zavedali sveta okoli sebe ali pa se še sploh nismo rodili. Samostojni smo že skoraj 30 let, ukoreninjeni pa smo že tisočletja. Osamosvojitev je bila le ena od prelomnic, pomembna in dobra prelomnica, ki nam je odprla številne možnosti. Bodimo ponosni na našo državo, na našo domovino in to izkazujemo s svojimi dejanji. Želim vam, da se zavete, kako malo nas je, ki nam je mar za našo državo, ki čutimo ljubezen in pripadnost do nje. Zato je še kako pomembno, da smo mi vsi zgled, prek katerega druge učimo te ljubezni in spoštovanja do domovine. Bog živi v slovenski svet. Hvala lepa.
Kaj naj ti rečem, Slovenija, za tvoj rojstni dan? Si to, kar smo si želeli, si to, kar smo upali. Mnogi so sanjali, a le mi doživeli. Kako ponosni in veselega srca bi bili danes Prešeren, Maister in Slomšek. Mi pa nikoli zadovoljni. Namesto, da bi se veselili svobodnega neba, napredka, poguma mnogih v tistih usodnih dneh. Mi v svoji državi, svojo zastavo, jezikom in šolami. V raju, ki je večji od največje države sveta. Slovenija, zate najlepša pesem mojega srca. Ob sklepu današnjega praznovanja naj se v imenu mladinske sekcije in Združenja VSO lepo zahvalim vsem gostom in nastopajočim ter vam, spoštovane in spoštovani, ki ste si vzeli čas in prišli proslavljati z nami. Naj veselje in hvaležnost, da imamo svojo državo, nikoli ne mineta. Bog živi Slovenijo!